Spoštovani Slovenke in Slovenci, dragi rojaki, dragi prijatelji, veterani, predsednik, gospod župnik, hvala vsem, ki ste danes prišli in ki ste tudi tako dolgo čakali na to prireditev. Se to opravičujem, včasih je bilo v teh poletnih dneh treba čakati v kolonah za slovensko Primorje, danes je bilo treba čakati za Štajersko in Prekmurje, ker je bila avtocesta zaprta in očitno se ljudje odpravljajo te kraje. Me pa veselino, da ste počakali, da smo lahko uživali v teh zbranih točkah kulturnega programa. Čas, ki se ga spominjamo izpred 25 let, je, kot je prej dejal dr. Božo Predalič, čas, ko se je kovala enotnost slovenskega naroda, čas našega vrednostnega središča in čas, ko je vse tisto, kar je na Slovencev ohranilo kot narod, postalo nek trden temelj zgradbi hiši, ki pravimo slovenska država. Zdaj, eno teh sestavnih elementov tega temelja je tudi slovenska kultura. Prej so pevci tukaj zborno zapeli Lipa zelenela je, lipo. Ta pesem ima poleg kulturne tudi simbolično narodno-buditeljski pomen. In za praktično celo preteklo stoletje lahko naštejemo dogodke, ko je ta pesem simbolizirala neke premike Slovencev, bodisi k večji nacionalni samozavesti, bodisi k postavljanju gradnikov, iz katerih danes se stoji samostojna slovenska država. Zdaj, nekaj mesecev po italijanski okupaciji leta 1941 je v Unionski dvorani v Ljubljani Akademski pevski zbor zapel to pesem na koncertu, ki je bil takrat še dovoljen. In ko so pevci začeli peti tisti del pesmi, da bo lipa zopet ozelenela, je dvorana spontano vstala, začela peti in na ta način, rekel, simbolično izrazila odpor proti okupatorju. Zdaj, tragedija tega je, da je mnogo teh pevcev, ki so takrat zapeli to pesem in tudi teh, ki so takrat iz protesta proti okupaciji v dvorani vstali, potem končalo pod streli, rekel, bratomornega orožja ali pa končalo v pregnanstvu po drugi svetovni vojni in po zmagi komunistične revolucije. Ta pesem je meni še posebej prišla k srcu leta 1988 v času, ki ga prej voditelj omenil, v času procesa proti četverici. Tudi takrat je ta pesem imela poseben pomen. Peli so jo na zborovanjih, ki so bila takrat organizirana v podporo varstvu človekovih pravic in nam, trojici, ki smo takrat zaprti v vaškem priporu na Metelkovi. Največje zborovanje je bilo na Kongresnem trgu v Ljubljani. Mogoče je tudi kdo med vami bil tam. Iskrena hvala za tisti pogum takrat. No in v tistem zborovanju, za katerega mi v zaporu seveda nismo vedeli niti eden za drugega, ker smo mi pač v samicah. Je eden od pevskih zborov, ki je sodeloval na tem zborovanju na Kongresnem trgu, sredi junija leta 1988, vstal avtobus tudi ob ograji vojašnice na Metelkovi, kjer so slutili, da so ti zapori, in zapel to pesem Lipa. In mi smo jo slišali in smo vedeli, da to nekaj pomeni, ker tisti jugoslovanski vojašnici seveda lipe niso peli. Vedeli smo, da prihaja od nekod od zunaj za ceste in je bil to en tak zelo močan svetel žarek v temino tistih dni. No in seveda, lipo smo množično peli pred 25 leti. Takrat je skoraj vsaka takratna slovenska občina, ko je proslavljala ustanovitev samostojne slovenske države,
posadila lipo. Posadilo to simbolno drevo slovenstva in marsikje so zapeli tudi to pesem. Danes, ko v teh tednih hodimo okrog po Sloveniji in se udeležujemo teh veselih slovesnosti ob 25. rojstnem dnevu slovenske države, vidimo zdaj že kar visoka košata drevesa, ki so zrasla iz teh drobnih sadik, posajenih ob slovenski osamosvojitvi pred 25 leti. Pravzaprav vse lipe po Sloveniji zelo lepo uspevajo. Videl sem mnoge, zdaj osebno, ponekod jih tudi merijo vsako leto, da se prepričajo, kako to drevo uspeva. Mnoge sem videl na slikah. Ena sama izjema je, to je lipa, ki je bila posajena v Ljubljani, na Trgu Republike, pred natančno 26 leti. Tista lipa Hera. Najprej so jo zanemarili na nekem trgu, ki so ga, bom rekel, na tipičen slovenski način prihvatizirali. Potem pa je ljubljanski župan pred nekaj leti še presadil, tam nekje zraven grobnice, tako imenovanih narodnih herojev, in tam to bogo drevo ne uspeva. Ker je bilo pregnano simbolnega mesta, pa tudi zato, ker pred 26 leti, ko je bilo to drevo posajeno in ko je bilo v scenariju državne proslave predvideno, da ga nadškof dr. Šuštar tudi blagoslovi. Tega blagoslova nismo slišali ne tisti, ki smo bili zraven na trgu, ne tisti, ki so ali pa ste to spremljali preko televizijskih ekranov. Ker je nekdo sklenil, da pač to ne sodi, ali pa da je to nekaj, kar njemu ni všeč, in se enostavno izključil kabel z mikrofona gospodu nadškofu, in zvoče ni deloval in blagoslov se ni slišal. In se ni slišal vse do danes. Tudi včeraj, ko je bilo to predvideno, da se to napravi. Se pravi, ta lipa v centru Slovenije še vedno čaka tega blagoslova, govorim tudi v simboličnem smislu, in pač priča o tem, da te 25 let samostojne države, v življenju katere smo Slovenci zelo veliko dosegli. Mnoge stvari so danes izrazito boljše, drugačne, kot so bile pred 25 leti. To še pred nekaj dni smo tudi mislili, da je neka stabilnost in varnost, ki prihaja iz zunanjega okolja, samo po sebi umevna, da se je to malo spremenilo po tem negativnem rezultatu referenduma v Velike Britanije, oziroma po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Ampak kljub temu, teh 25 let življenja v samostojni državi je potekalo, več ali manj mirno, deloma stabilno, hkrati pa seveda ob mnogih neizkoriščenih priložnostih. Pravzaprav se to nagajanje slovenskemu narodu, ki se je manifestiralo v tistem izklopljenem mikrofonu, da se blagoslova tega začetka ni dalo slišati, nadaljuje tudi skozi teh 25 let. Skozi teh 25 let in mogoče, če iz tega, teh posledic, teh izgubljenih priložnosti, izlučimo tisto najbolj grenko, je to dejstvo, da se danes iz Slovenije vsako leto v zadnjih letih izseli pol generacije, predvsem mladih, ki morajo s trebuhom za kruhom, da morajo veliko, verjetno tudi kdo med vami, državljank in državljanov te države, delati v sosednjih državah, pa biti ob tem, bom rekel, še nepravično obdavčen, in da mnogih razvojnih priložnosti, ki so se pravzaprav ponujale same po sebi, še posebej po letu 2008 ne uresničujemo, zaradi tega, ker se pač Slovenija mnogokrat ne upravlja v skladu s tem vrednostnim središčem, okrog katerega smo se oblikovali. In to kljub temu, da
je pravzaprav to pristno občutenje teh slovenskih vrednot, ki je obstajalo pred 25 leti, skoraj enako živo tudi še danes. Jaz sem bil v teh zadnjih dneh in tednih na številnih zelo prijetnih in veselih občinskih, lokalnih proslavah. Povsod nas je bilo zelo veliko, tako kot danes tukaj, odvisno seveda od kraja in priložnosti. Ljudje so tja prišli z veseljem, tako kot vi, ne iz obveznosti, ker bi morali, in so se iskreno veselili 25. rojstnega dne samostojne Slovenije. In zaradi tega lahko z veseljem ugotovimo, da to vrednostno jedro še obstaja, da je Slovenija, ki smo jo srečevali, vsaj jaz lahko to rečem v osebnem imenu, Slovenija, ki sem jo srečeval v teh zadnjih dneh, tednih, o 25. obletnici, o praznovanju 25. rojstnega dne, je drugačna, kot se pa kaže z ekranov televizije ali naslovnih časopisov. Ni tako zamorjena, ni tako sprta, skregana, tako brezperspektivna, predvsem pa apatična. Vendar pa to, kar je pristnega, zelo težko pride naprej, zelo težko se prebije. Tako kot se podeželje in periferija zelo težko prebije v Ljubljani skozi sita birokracije, tako se tudi to veselje, to občutenje, ta volja do življenja, ta pozitivna energija zelo težko prebije čez ta sita vrednot, ki niso vrednote slovenske osamosvojitve, ampak se jih skuša nasilno potlačiti v ta prostor, ki pa je za Slovence svet, ki ga čuvamo in ga bomo čuvali tudi v prihodnje. V teh dneh se tudi velikokrat spominjamo nekaterih ključnih ljudi tega časa, predvsem tistih, ki jih ni več med nami. Eden od teh je dr. Jože Pučnik. Ampak tudi tukaj se nekaj premika. Ko je leta 2003, pred 13 leti, dr. Jože Pučnik umrl. Umrl pa je pravzaprav v ponovnem izgnanstvu. Zadnje mesece je preživel spet v Nemčiji, razočaran na tem, kar se v Sloveniji dogaja, tudi na tem, kaj so tukaj počeli z njim. Takrat dr. Jože Pučnik ni bil deležen niti državniškega pogreba, niti nekih normalnih državnih svečanosti, ki jih vsak državnik zasluži in ki so jih dobili mnogi v teh 25 letih življenja samostojne države. Potem smo v času našega mandata 2004-2008 nekako uspeli sprejeti sklep, da se letališče na Brniku poimenuje po dr. Jožetu Pučniku. To je bila ena taka prva simbolična zahvala temu človeku. Danes vsaki pride z letalom v Slovenijo preko tega ljubljanskega letališča, vidi njegovo ime, njegov napis. Marsikdo se pozanima, za koga je šlo, in ta spomin je vsaj deloma ohranjen. Ampak ob letošnjem letu lanskem letošnjem letu je temu sledilo kar nekaj podobnih obeležitev. Pred kratkim so v Lenartu mestni trg poimenovali po dr. Jožetu Pučniku, v Grosupljem glavno upadnico. Pred nekaj dnevi že prej šolo v Slovenski Bistrici, blizu njegovega rodnega kraja. Stvari se vendarle premikajo. Žal tega dr. Jože Pučnik ni doživel, bi si pa to izjemno zaslužil. Danes veliko govorimo in slišimo o tem, kako so bili takrat vsi enotni, kako je bila politika enotna, kako je bilo vse zgolj vključujoče in tako dalje. Resnica je ta, da slovenski narod je bil enoten. Za to enotnost imamo dokaz v rezultatu plebiscita, ki je sijajen.
za malo države nastalo na tako demokratičen način, tako da bi se ljudi vprašalo, ali ste za to, da se vaša dežela republika karkoli osamosvoji in postane samostojna država. V Sloveniji si je narod dejansko sodbo pisal sam na tem plebiscitu, edinkrat v zgodovini. In zelo malo, ki je bilo tako veliko soglasje, kot je bilo tega. In to soglasje, to enotnost v narodu, ta enotnost v narodu je omogočila, da se je preseglo tudi politične razlike, kajti politika je bila takrat tako razdeljena, kot je danes. Tudi po plebiscitu smo ključne odločitve glede varovanja, realizacije te plebiscitne odločitve sprejeli z 1, 2, 3 glasovi demosove večine. Nobene politične enotnosti tam ni bilo. Če je bilo obrambnega proračuna, zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti takrat, predvsem prvih dveh. Če Slovenija ne mogla osamosvojiti realno, lahko bi razglasili samostojnost, ampak se ne bi mogli braniti. In tudi potem, ko je dejansko prišlo te preizkušnje, ki je bila prej omenjena in kjer ste tukaj v teh krajih zelo čutili, je ta enotnost naroda nadomestila ta manko v orožju, v sredstvih za obrambo in je bila ključna. Kljub temu so bile tudi med vojno za Slovenijo žrtve, razrušenja, nekateri ste verjetno to tudi sami neposredno doživeli, nekateri ste teh krajih Slovenije tudi branili, hvala vsem, iskrene čestitke za takratni pogum. Nekaj grenkobe je tudi ob teh spominih, ljudi, ki so bili najbolj odgovorni za to divjanje po Gornji Radgoni, po Prekmurju, tudi deloma po drugih delih Slovenije, niso nikoli za to odgovarjali, niti simbolično. Tukaj ne gre toliko za neko kazen, ki bi recimo polkovnik Popov pač dobil na nekem sodišču, ker bi se pravično sodilo. Gre za vprašanje pravičnosti, gre za vprašanje tega, da se tisto ravnanje obsodi kot neustrezno, zločinsko, če hočete. Kajti, če nihče od teh, ki so Slovenijo napadli, ni naredil nič narobe, potem smo očitno ravnali narobe tisti, ki smo Slovenijo branili. In general Tone Krkovič je dejansko bil ravno v začetku tega leta, ki je leto 25. obletnice slovenske osamosvojitve, že dvakrat na sodišču, ker se mora zagovarjati, zato ker je enostavno spoštoval ukaz predsedstva, da se Slovenija brani in da se strelja. Brez tega Slovenije enostavno ne bi bilo. Ampak vsi tisti, ki so nas napadli, so bili oproščeni. Na sodišče pa mora hoditi nekdo, ki je ta klic domovine resno vzel. Tako da na tej točki se je treba tudi resno vprašati, kam smo, s to pravičnostjo prišli. Odpor proti takšnemu ravnanju, tudi če se je teh dneh, je zelo velik po Sloveniji in jaz pač verjamem, da se s to dorostjo enostavno ne bo nadaljevalo. Če pa se bo seveda treba razčistiti pa tudi dejanja, ki so slovensko osamosvojitev ogrozila. Razorožitev teritorialne obrambe, nasprotovanje ponovne oborožitve teritorialne obrambe, pozivanje tujih politikov, da se Slovenija ne prizna v prvih dneh vojne za Slovenijo in tako naprej. Vse to se je dogajalo, tega nikoli nismo obešali na veliki zvon. Slovenska osamosvojitev se je iztekla dobro, plačali smo relativno nizko ceno za lastno državo in iz neke velikodušnosti, tudi krščanskega pogleda na svet o teh stvareh, pravzaprav po osamosvojitvi nikoli nismo govorili in ni bilo govora. Dokler zdaj pač enostavno to nismo prisiljeni, kjer so se stvari dejansko postavljene na glavo. In v odgovorih na vprašanje, kako je to možno,
Seveda ležijo tudi odgovori na vprašanje, zakaj se še marsikatere druge stvari v Sloveniji dogajajo tako, kot se dogajajo. No, kljub temu pa, rekel, tega svetega časa izpred 25, 26, 27, tudi 24 let, da je to obdobje, ki je Slovence združilo kot narod, sega tam od leta 1987 do mednarodnega priznanja leta 1992. Je to obdobje edini, rekel, čas v slovenski zgodovini, za katerega vemo, da je bil združevalen, da nas kot narod ni delil in v tem je, rekel, dovolj moči tudi za izzive, ki ležijo pred nami v prihodnosti. Pred 25 leti, skoraj natančno pred 25 leti, je dr. Jože Pučnik na vprašanje novinarja oziroma novinarke, češ, ok, zdaj razglašate samostojno državo, v zraku so pa jugoslovanski migi, tanki so na cesti. Kaj pa zdaj? Jože Pučnik je odgovoril, stati moramo ponosni in pogumni. To smo Slovenci takrat slišali, tudi tisti, ki mogoče tega stavka na televiziji niso slišali in zato danes obstajamo, kljub vsem težavam smo gospodar na svoji zemlji. Od nas je odvisno v veliki meri, kakšna bo naša prihodnost, ampak to moč, ki jo daje samostojna država in demokratični politični sistem z volitvami v tej državi je treba uporabiti. Danes se ne moramo zgovarjati na druge, ne moramo se zgovarjati na Beograd, na Dunaj, na Rim, niti na Bruselj, za stvari, ki niso dobre, odvisne so od nas. Oziroma, odvisne so mnogokrat od tistih, ki upravljajo državo. To je pa velikokrat, ali pa vsaj, ko gre za del oblasti, odvisno od rezultatov na volitvah. No in, če sem prej govoril o prvi čaši pelina, o 25. obletnici, ki jo pa čutimo v tem, ko morajo mladi iz te države s trebuhom za kruhom. Moram reči zelo odločno, da te države nismo ne sanjali, ne gradili, ne branili za to, da bi se to dogajalo. Je to zelo, bom rekel, napačna pot. Je drugi gre enak občutek ob tej 25-letnici dejstvo, da Sloveniji polovica ljudi ne gre na volitve. Na katerih volitvah še več. Marsikdo od teh potem kritizira, pravi, vse je slabo in tako naprej, nekateri so pravi, tako slabo je, da nam še voliti. Tisti, ki to pravi, s tem, ko ne gre voliti, ravno prispeva k temu, da je slabo, ker omogoči, da pač z njegovo usodo upravljajo tisti, ki so krivi za to, da je slabo. Katere države, zelo demokratične, z več stoletno demokratično tradicijo, imajo obvezne volitve. In vedo zakaj. Tudi nekatere sosednje države, v Sloveniji se o tem nikoli ne govori, ker se Slovenija v veliki meri obvladuje in upravlja nasprotju s tem vrednostnim središčem, ravno z zasejanjem apatije, z ustvarjanjem vzdušja, v katerem tisti, ki so najmanj zadovoljni, najmanj voli. In potem jasno, voli tisti, ki je zainteresiran, da brani svoje privilegije, v centralizirani državi, kot je Slovenija, seveda voli center, Ljubljana. In če je v Ljubljani volilna udeležba 20 ali pa 25% više kot v Prekmurju ali pa na Štajerskem, potem veste, da bo tudi denar šel tja. Gospod, ne bo šlo, ne bo državalo, oprostite. Se imate dežnik v roki, vidim, tako da ne bo problema. Hvala. Ampak
to, kako živimo, ne, je odvisno od tega. Ne. Pred nekaj tedni je slovenska vlada podpisala dogovor z županom Ljubljane. Dogovor o tem, da bo Ljubljana dobila iz skupnih blagajn še 300 milijonov dodatnih evrov. Ljubljana je na 130 odstotnih točkah evropske razvitosti. Prekmurje je pa koliko na 60, 62, nekaj tacga. Zdaj, tisto, kar bi morali tukaj, pa tudi drugod po Sloveniji enotno zahtevati, je ne to, da Ljubljana ne dobi denarja, ampak to, da tudi drugi dobite ustrezen delež. Ne? Ljubljana je 12,5% prebivalstva Slovenije, nič več. Ne? Nič več. Ampak edini dodatni denar, za katerega je ta vlada podpisala dogovor, doslej je ravno za Ljubljano, ne? 300 milijonov. Računajte, koliko bi morali dobiti v Prekmurju ali pa v drugih pokrajinah. In to je treba zahtevati. Ta apatija, o kateri sem prej govoril, ne, pa je na tej točki tolikšna, da ni bilo nobenega hrupa po državi. Ne, vlada to počne zaradi tega, ker to lahko dela. Ne, če bi se to zgodilo v Avstriji, recimo, da bi avstrijska vlada podpisala županom Dunaja, da bo šlo iz avstrijske državne blagajne še 300 milijonov evrov samo za Dunaj, ne, pa ne bilo takšnih sporozumov tudi z drugimi deželami, gledajte, Avstrija je bila na nogah. Slovenci pa nismo. Mirno to gledamo in seveda, dokler bomo tako gledali, se nas bo še bolj skublo. V bistvu pa se s tem plačuje volivce. Ne? In če bo reakcija na takšne nepravične ukrepe, to, da bo na naslednjih volitvah v Ljubljani udeležba še večja, ne? Ker bo čutili, da pač je treba ta privilegij braniti, tukaj pa še nižja, se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje. Tako da, gledajte, se upravičujem, da ta slavnostni nagovor oziroma ta nagovor o tej slavnostni priložnosti izkoriščam tudi za takšne stvari, ampak tega se je pač treba zavedati. Ne? Moč, ki jo imamo, je treba uporabiti. Moč, ki jo imamo, je treba uporabiti in tudi drugim je treba povedati, da to moč pač uporabijo. Dopoldne sem bil na neki maši za Slovence po svetu, ne, za izseljeno Slovenijo. In tam je ljubljanski škof Jamnik dejal, da najslabša odločitev je neodločitev. Ne. V tem primeru ne iti na volitve. To je najslabše. Boljše je, da greš pa se zmotiš, pa naslednjič to popraviš, spremljaš stvari. Če pa rečeš, nobene izbire ni, vsi so isti, potem s tem pomagaš samo slabi. Potem se obnašamo tako, kot če gremo na trg, kupiti jabolka. Pridemo do branjevke, vidimo v košari pol lepih pa pol gnilih jabolk, pa gledamo tisto, pravimo, pa vsa so ista. Ne? Jih ne bom kupil. Takšno ravnanje pomeni, da seveda boste brez jabolk, pa da ste tudi dokazali, da ne znate niti jabolk kupiti pa izbrati. Tako da ne boste tista jabolka, ki so dobra, povzdignili, ampak boste povzdignili tista s takšnim ravnanjem, ki so gnila. Torej, Slovenija bo drugače, Slovenija bo bolj hitro šla proti poti, ki smo si jo pred 25 leti pravzaprav zelo enotno izbrali. Takrat, ko bomo to moč, ki smo jo s tem dobili, da sami gospodarimo, da tudi sami volimo, kot piše v tisti pesmi, sami volimo svoje kneze, da to moč tudi izkoristimo. Prej pa se moramo zavedati. Te moči smo se zavedali pred 25 leti v najbolj zaostreni situaciji, v dramatičnih pogojih in je čas, da se te moči zavemo tudi po 25 letih, ko razmere niso tako dramatične, vsaj zaenkrat, če ne.
Je pa velika škoda, ne? Je pa velika škoda, da države, ki ima vse potencijale, da bi dejansko bila druga Švica, ne? Takšne situacije nimamo, da je treba s trebuhom za kruhom ali pa delati za plače, ki niso pošteno plačilo za pošteno delo ali pa za pošteno delo dobivati nizko pokojnino, si to pač enostavno niste zaslužili. Samo ne bo nič drugače, dokler za to ne bomo tudi nekaj naredili. Zdaj, glede na to, da v zadnjih dneh, tednih posod, ker se zbiramo ob tej 25. obletnici, vidim veliko ljudi, ki se tega zavedajo, ki so pripravljeni narediti, ki so veseli tega dosečka pred 25 leti in so pripravljeni nekaj narediti tudi zato, da bo Slovenija takšna, kot smo si jo takrat želeli, tudi končno postala. Mislim, da so pred vrati spremembe. Ampak bolj se bomo zavedali, da so te spremembe v naši moči in dosegu prej bodo tudi prišle. Hvala lepa za pozornost. Bi bil krajši, če bi kdo odšel, pa ni nihče. Tako da se zahvaljujem tudi za potrpežljivost, še enkrat opravičilo za zamudo. Želim vam še lep preostanek tega dneva, ko praznujemo 25. rojstni dan slovenske države, naš skupen rojstni dan, vzklikan z dr. Jožetom Pučnikom. Bodimo pogumni in ponosni, naj živi Slovenija.